Ja, hvala za besedo, lep pozdrav tudi iz moje strani. Zdaj, kar zadeva seveda za odločitev, ki je povezana s tem, da sem se sam odločil, torej tudi za to kandidaturo je dejansko povezana z mojim preteklim delom, v preteklem mandatu na področju torej evropske regionalne kohezijske politike. To pa zaradi tega, ker je to področje in pa področje kmetijstva še posebej pomembno za Slovenijo tudi v prihodnje. Namreč, ko se pogovarjamo o črpanju evropskih sredstev, se ne pogovarjamo samo o črpanju, ampak se pogovarjamo tudi o vseh ostalih stvarih, ki so s tem povezane. Nenazadnje gre tukaj tudi za pravzaprav načrtovanje teh sredstev in za zasledovanje ciljev, ki jih želi Evropa in s tem seveda Slovenija tukaj dosegati. In ko govorimo seveda o finančnih perspektivah, se moramo zavedati, da govorimo recimo v tem trenutku o 3 proračunih. Prvega, ki smo ga mi takrat podedovali, je v zaključni fazi. Moram reči, da Slovenija iz tega proračuna kljub težavam na začetku podedovanjem v celoti počrpala vsa sredstva in smo nekako z trdim delom na vseh resorjih tudi postali vodilna država članica. Drugi del je ta, v katerega smo že vstopili, ker smo se izjemno uspešno v preteklem mandatu izpogajali, saj je Slovenija izpogajala približno takrat v zaključku pogajanj okrog 2 milijardi pozitivne neto pozicije. Slovenija je tudi vedno bila na pozitivni neto poziciji in dar ni bila plačnik. No in tretje obdobje je pa tisto, ki je pa pred nami. Zdaj, to obdobje je pa za Slovenijo izjemno pomembno, to pa zaradi tega, ker se je v tem času Evropska unija tudi razširila z državami članicami, ki so vstopile v Evropo z bistveno večjimi razvojnimi problemi. In na drugi strani je Slovenija beležila zelo uspešen razvojni cikl in skozi to seveda relativno uvršča med bolj razvite države, kar pomeni, da bo težje dostopala do teh sredstev iz strukturnih naslovov. To pomeni, da je potrebno seveda tukaj biti toliko bolj pazljiv, to še posebej velja tudi za vaše območje, ki je samo po sebi že med bolj razvitimi, zato je seveda pomembno poznavanje problematike na tem segmentu. In tudi na področju kmetijstva, nenazadnje skozi to gre pravzaprav dobre 2 tretjini evropskega proračuna. Potrebno pa je seveda imeti v spredju tudi specifiko torej slovenskih razmer interese Slovenije. Namreč zelo zahtevna so predhodna pogajanja, ko se pogaja o smeritvah in zasledovanje ciljev posameznih držav in ne glede na to, da poslanci seveda pač prezentirajo, da nastopajo politični skupinam, lahko zelo jasno povem, da v fazi pogajanj vsaka država zastopa pač, njeni predstavniki zastopajo pač interese posameznih držav članic. To je še kako pomembno. Mi smo v končni fazi izvoljeni tukaj v Sloveniji in smo izvoljeni zato, da bomo zastopali interese, prvenstveno interese Slovenije. No in kar zadeva seveda tudi sicer aktualni dogajanje, kot je že bilo omenjeno, torej osnovni 2 načeli, recimo med drugim solidarnosti in subsidiarnosti, na tem Evropa bazira. Ti načeli sta pa tesno povezani z tem, kar Sloveniji nismo uspeli postoriti ustanoviti pokrajine. Tega se moramo zavedati, ker namreč pokrajine pomenijo enakost pred zakonom za vse državljanke in državljane, dostop do možnosti in seveda subsidiarnost pa pomeni, da se odločitve prenese na čim bližji nivo do ljudi. In ta del zgodba bo potrebno še postoriti, zato pa bo potrebno biti tudi ustrezno pripravljen. Približno na tej točki moče zdaj ta vodljiv zaključil, pa če sem še kakšno vprašanje.